Hello, tukaj Španka. V tem videu bom odgovarjala na eno vprašanje, ko sem si jih v bistvu sama postavila in se nanašajo na to, kaj si mislim o določenih stvareh. Se pravi, kaj si mislim o beguncih, kaj si mislim o veganstvu in aktivistih, kaj si mislim o fat acceptance movementu, pač gibanju, kaj si mislim o debelih ljudeh, ki grejo v fitness, potem kaj si mislim o fantih, ki se šminkajo, pa o transgender in pa kaj si mislim o ljudeh, ki se skušajo nazaj vrniti v moje življenje oziroma kako sem zrasla potem oziroma še rastem pač osebnostno in karierno in bla bla bla. Ok, gremo na prvo vprašanje. Kaj si mislim o beguncih? Takole je, jaz sem imela čast spoznati enega begunca, ime mu je Mohamed. In je v bistvu toliko star kot jaz, zgleda pa starejši, zato ker ima tako brado, ima ful pušato, črn je, luškan je, tak prijeten, družaben, mogoče malo dolgocajten za moje pojme, ampak po moje zato, ker je žalosten in pač ni najlepše, če se moraš kar odseliti iz svoje države, recimo on je Siric po rodu, tam je imel v bistvu dober šiht, dobro mu je laufalo, v redu plačajo imel in potem se je začela vojna, ker Sirija, če se ne motim, je bila dosti bogata država, ampak res ne spoznam se na to, tako da ne vem. Možno, da so se potem tudi zaradi tega začele tam vojne dogajati. Je zelo civiliziran, prijeten za pogovor, čist normalen fant, ampak niso vsi taki, ne? Niso vsi ljudje, ki prihajajo k nam, niso vsi begunci civilizirani in pa kaj je najbolj pomembno, jaz mislim, da niso vsi pravzaprav begunci. Nekateri so ilegalni prebežniki oziroma mi jim rečemo imigranti, ampak jaz temu rečem ilegalni prebežnik. Če ti greš brez razloga v drugo državo, brez dokumentov, samo zato, ker misliš, da boš drugje boljše živel. Ne vem, no, to prvič je nezakonito in sem mnenja, da si je treba prvo v neki državi urediti službo, stanovanje, status, da potem lahko greš v drugo državo služiti denar in tako naprej. Tudi, ne vem, če bi jaz hotela iti tam v Avstralijo, pač so določeni zakoni in bi mogla pač ustrezati tistim standardom, če bi hotela priti v Avstralijo, recimo, ne. Tudi dosti ljudi je nevarnih, ne vemo, kaj prihaja k nam in ne vem, zakaj Evropska unija na vsak način nam hoče utopiti to, da bi brez premisleka kar vsakega človeka sprejeli v naše države. Pač najbolj butasto je to, mislim. Jaz osebno, če ne poznam človeka, če ne vem, kdo je, niti kaj je, niti zakaj je tukaj, jaz ga ne bom sprejela v svoj dom. Mene je strah, in še Slovenca ne bi sprejela v svoj dom, če ne vem, kdo je, kaj je, zakaj je tukaj. Kaj šele, da bi sprejela nekega tujca? Migranti so za mene tisti, ki se že pred prihodom v drugo državo, ne vem, si zakonito uredijo status. Vse ostalo, vsi ostali ljudje, ki si pa zakonito ne uredijo statusa, so pa ali begunci ali pa ilegalci. In treba je vedeti, kje je meja med ilegalci pa med begunci, ker velikih tudi ni beguncev in mislim, da bi se moglo tukaj veliko več nadzora izvajati. Res ne vem, kaj je fora, da pač za odrasle moške rečejo, da so kao otroci in ne vem, res ne štekam pač. Zdaj so pa tudi taki primeri, ne? Pač to mi je govorila ena kolegica, ki pač dela s temi prebežniki in to je rekla, da pač nekateri, če se vrnejo nazaj v njihovo državo, jim grozi to, da bojo umrli oziroma jih bojo usmrtili. Nekateri zagotovo pač, za nekatere seveda ne bojo prišli živi več nazaj oziroma da pač bojo umrli v svoji državi. Meni je res škoda, da se mora to dogajati, ker takim ljudem bi se moglo pomagati malo bolj intenzivno, po mojem mnenju, oziroma tudi sami ljudje, no, tisti, ki pridejo k nam, se mi zdi, da imajo prevelika pričakovanja, da je pa tukaj ne vem kak bajno življenje, ker ni. Vse razmere so v redu, kakor tukaj, no, ampak ni pa zdaj tle, ne boš dosegel brez dela, da boš imel polno keša. Če pač se ne potrudiš za svoje življenje, ne boš imel nič.
Včasih dobim občutek, kot da tisti v Evropskem parlamentu in v raznih organizacijah človekoljubnih kao mislijo, da smo mi navadni ljudje pač, kako bi rekla, da smo neumni, da smo malo blesavi, ne? Lepo je, da pomagate ljudem, ampak nek nadzor mora biti. Kaj si mislim o veganstvu in aktivistih? En moj prijatelj oziroma kolega je vegan in je čisto v redu človek. Problem je v tistih ljudeh, ki pretiravajo. Zdaj na srečo jaz še nisem srečala takih ljudi, ampak se mi zdi, da je internet poln tega sranja, kaj moramo jesti, pa kaj ne smemo jesti, pa kaj bi bilo dobro. V glavnem, jaz sem mnenja, da ljudje nismo krave, pa nismo opice, da bi se prehranjevali samo s sadjem, oreščki, zelenjavo, travo in tako naprej. Veliko bivših veganov je tudi reklo, da so imeli dosti podobne probleme, potem proti koncu, da so imeli slabe zobe, so se jim začeli krušiti, niso več mogli upravljati normalnih bioloških funkcij, niso mogli ostati iz posle, ful so bili slabotni, praktično telo jim je začelo razpadati. Kljub temu, da so jedli vsa prehranska dopolnila, kljub temu, da so gledali na to, kaj jejo, da imajo čim bolj uravnoteženo prehrano in tako naprej, ampak po mnogih letih več niso mogli biti vegani. In to ljudje, ki so bili recimo po 20 let vegani ali pa po 30, pa ne vem, tako večino svojega življenja. Recimo ena ženska, sem gledala en video, da v bistvu je rekla, da ona je bila predtem je postala veganka, je bila vegetarijanka. Zdaj jaz nisem strokovnjak, ampak je rekla tako, da ko si ti vegetarijanc, imaš manj zalog vitaminov in mineralov v telesu in potem, ko postaneš vegan, se te zaloge počasi porabljajo, ne? In če si ti predtem bil vegetarijanc, se bojo te zaloge hitreje porabljale in boš bil prej bolan oziroma slaboten. Če pa recimo si se ti prvo normalno prehranjeval, nisi bil vegetarijanc nič, pa si potem postal vegan, si pa imel v telesu več vitaminov in več mineralov za izkoristiti in tvoje telo je lahko dlje časa funkcioniralo na veganski prehrani. Jaz predlagam, da tisti, ki mislijo postati vegani ali pa ki so že vegani, da si nujno redno dajo pregledati kri, da pač grejo večkrat na redne preglede k zdravnikom in tako naprej. Vegani se mi pač tako na prvi pogled, ko jih vidim, so suhceni in bledikavi, tako da jaz osebno veganstvu ne zaupam, vegetarijanstvu še. Če bi zraven mene v restauraciji recimo bil nek prijatelj, ki je vegan, ne vem, slišala sem, da imajo nekateri ljudje tudi neke zadržke do veganov, da pač se jim opravičujejo, oprosti, jaz pa pred tabo jem zdaj meso, oprosti, bom se presedel za, ne vem, sosedno mizo. Jaz tega ne bi naredila, jaz bi pač pojedla svoje kosilo, boli me kurac, kaj se vam je zasramovati svoje hrane? Pač to je moja hrana, jaz to jem, jaz dajem to v svoje telo. Če ima pa kdorkoli probleme s tem, pač ne vem, je to njihov problem. Jaz mislim, da je zelenjava ful super, pa tudi probala sem par veganskih zadev, tako, ne vem, meni veganske stvari sploh niso okusne, pač kar neki, ne rečem, da je vse brez veze, ampak najrajši imam surovo zelenjavo ali pa recimo, ne vem, surovo cvetačo, surov brokoli, surov ohrovt, meni se kar sline cedijo, res vse bi pojedla. Imam rada recimo, da jaz potem skuham iz teh sestavin neko jed, ne pa da že kupim nek pripravljen namaz v trgovini, ker ne vem, pač veganski namaz jem samo en iz čičerike, pa še ta ima noter hren je noter in to je en in edini namaz, ki ga jem, veganski, vse ostalo ima ogaben okus, jaz ne vem, kako to lahko folk je. Če bi se že šla vegetarijanstvo, bi jedla sam izvorno hrano, se pravi tisto, ne vem, ki je pač
brokoli, ki ga narežeš, pa čebulico zraven, ne pa neke zmešane stvari, že pripravljene v trgovini, ki meni tisto ne vem. No. Če poznate kakšno dobro hrano, če priporočate tako, da je veganska, da bi lahko poskusila, se priporočam, ker bi me res zanimalo, če obstaja kakšna veganska hrana, ki je že pripravljena, pa da je dobra, se priporočam, lahko mi kaj predlagate, kaj lahko kupim. Pa tudi še ena stvar, meni se zdi, da te pripravki, ki so veganski, da to je polno noter nekih umetnih snovi, ne veš, kaj dobiš, ne samo, da je čudnega okusa, ampak tudi drago je, tako da ne vem, jaz s tem ful ne zaupam. Rajši kupim neko zelenjavo v trgovini, pa sama doma kaj skuham. Malo sem se tudi pogovarjala z enim kolegom, ki je osebni trener, oziroma 2 kolega sem vprašala. Oba sta rekla, da veganstvo ni tako enostavno razložiti, ali je res zdravo ali ni zdravo. Pač eden je rekel, da veganstvo po eni strani je zdravo, po drugi strani ni zdravo, pač odvisno od tega, koliko si ti že v štartu zdrav, ali imaš kakšne bolezni in tako naprej. Drug je pa rekel, da odvisno od tega, kakšno krvno skupino imaš, odvisno od vsakega posameznika, od organizma. Je pa mnenja, da veganska prehrana ni glih optimalna prehrana za preživetje. Ok, naslednje vprašanje, kaj si mislim o fat acceptance gibanju? Se pravi, več pojmov je tukaj. Body positivity, pa body shaming, pa fat acceptance. Se pravi, to so za mene 3 stvari. Pač ljudje so mnenja, da je body positivity pa fat acceptance eno in isto, ampak za mene to ful ni eno in isto, no? Ker že tudi samo ime pove, da ni eno in isto. Se pravi, body positivity, ne? Jaz osebno bi rekla, da je to gibanje, ki se zavzema za pozitiven odnos do različnih tipov teles. Body positivity promovira samozavest, pozitivno samopodobo, se zavzema za to, da se sprejemamo in vzljubimo takšne, kot smo, z vsemi napakami. Vsi smo lepi, vsak na svoj unikaten način, ker pač ljudje nismo lutke, ampak smo živa bitja in nihče nima popolnega telesa in ravno to je na nas edinstveno in popolnost praktično ne obstaja. Body shaming, se pravi sramovanje svojega telesa, pa promovira sramovanje samega sebe oziroma zaničevanje različnih tipov teles, slaba samopodoba, posmehovanje, gledanje izviška na druge oziroma splošno nespoštovanje do drugih, nesramnost, nestrpnost itd. Body shaming je najslabše, kar lahko naredite za sebe, za druge. Fat acceptance pa je po mojem mnenju gibanje, ki promovira debelost, kar je pa ful destruktivno. Jaz sem se v parih mesecih zredila za 6 kg, s tem, da sem jedla normalne porcije in sem jedla normalno prehrano. Vsake toliko sem se tudi pregrešila, sem pač pojedla kakšno čokoladico. V enem tednu sem pojedla en cel čips, spila kakšne sladke pijače, ampak ni bilo tudi zdaj tako, da bi se prav nažirala s tem. Ampak nisem športala nič. Nič se nisem gibala, nisem hodila peš, če sem že šla, kam sem šla z avtobusom ali pa z avtom, sedela sem na kavču pred TV-jem in to je bilo to. Ne verjamem, da si lahko debel, če normalno ješ in športaš, se pravi, normalne porcije so velike za eno pest, za tvojo pest. V bistvu jaz imam že svoje telo tako naravno naravnano, da pač lahko pojem hrane sam za eno pest in se nasitim za kakšne 2 urce, potem pa spet moram jesti, ne? In ne moram pojesti več kot za eno pest. In potem tako v bistvu 5-krat na dan imam take obroke. To je za mene normalno, jaz se ne morem nažirati, ne? Ne verjamem, da si lahko debel, če normalno ješ in športaš hkrati, ker ni pogojev za to, da bi rad debel. Debel si lahko samo, če normalno ješ in se nič ne gibaš. Se pravi, če ti še zmeraj normalno ješ, pa si skus v mirovanju itak, da se bo zredil, ne, tako kot jaz. Ne verjamem, da si lahko debel, če ješ recimo manj kot ostali, ker mogoče kljub temu, da ješ manj hrane kot ostali, je ta lahko preveč kalorična, vsebuje preveč bele moke in sladkorja, preveč instantne hrane in tako naprej. Ne verjamem, da si lahko debel, če se zdravo prehranjuješ in športaš.
Debel si lahko samo, če misliš, da se zdravo prehranjuješ, ampak v resnici konzumiraš prevelike porcije hrane. In debeli ljudje dostikrat ne vejo, kaj so to normalne porcije in kaj je to zdrava hrana. Pač to sem opazila, ko sem se družila z določenimi ljudmi, ki so se redili in ki so bili debeli in niso vedeli zakaj. In kljub temu, da športajo, so se še zmeraj redili. In potem rečejo, da je njihova cela družina že debela in da je to genetsko pogojeno in da se redijo že od otroštva. Od otroštva se redite zaradi tega, ker imate že od otroštva slabe prehranjevalne navade in ker so vas starši tako naučili, da imate slabe prehranjevalne navade in vaša cela družina je debela samo zaradi tega, ker pač ima cela vaša družina že od nekdaj slabe prehranjevalne navade. To je to. Pa verjetno se zelo malo gibate. Ampak ne govorim za vse, no, pač niso vsi isti. Genetika, jaz ne bi rekla, da ima pri debelosti glih neko veliko vlogo, ker recimo moja sestrična je že od malega trenirala ritmično gimnastiko, zdaj ne vem, če še, po moje, da ne več. Ampak nikoli ni bila suha ko prekla. Jaz pa nikoli nisem nič tako trenirala, pa sem ful suhcena. Genetika pri tem mogoče lahko kaj pripomore, ampak ful težko verjamem, da je pa genetika prav povezana z debelostjo, da si ti res debel na pas mater. Razen, če imaš kakšno resno okvaro. Imela sem eno sošolko, s katero sem se družila in sem tudi večkrat prihajala k njej na obisk. Pa dostikrat sem tudi pri njih pojedla kosilo. Ona je bila majčkeno bolj obilna, jedli smo pa v glavnem zdravo hrano, piščanca, riž, omako, solato, juho. In zakaj je bila ona pač bolj okrogla? Ne samo, da si je naložila prevelike porcije, ampak je tudi zmetala hrano v sebe, kot da je kanta za smeti. Ni recimo jedla počasi in ni okušala hrane, zgoltala jo je in posledično je imela pač preveč razširjen želodec, ker je pojedla prevelike porcije hrane. In bolj kot imaš razširjen želodec, bolj si lačen, več hrane lahko poješ. Moje porcije so bile znatno manjše od njenih in od niza sem ostala zadnja. In potem se je ona čudila, zakaj je debela. Po mojem mnenju diete tudi niso v redu, zaradi tega, ker se mi zdi, kot da so narejene zato, da ti v kratkem času ful na hitro shujšaš. Ne vem, recimo, če hočeš pred poroko zgubiti kakšno kilco, oziroma recimo, če si ful bolezensko debel, da moraš res na hitrco ukrepati in zgubiti kilograme pred operacijo, recimo. Meni se zdi, da je dolgoročno težje slediti dietam, kot pa se zdravo prehranjevati, ker pri dietah se moraš skozi držati nekih pravil, kot pa če si že od malega navajen, da pač poješ manjše porcije in bolj zdravo hrano, večkrat na dan in se gibaš. Kaj mi ti? Moci, daj mi mir. Moci. Ne tako. Ne. Ljudje začnejo spuščati obroke, začnejo stradati in pri tem praktično zgubljajo na mišični masi in špeh še zmeraj ostaja v telesu. Ko ti telo stradaš, se navadi na pomanjkanje hrane, se pravi, telo bo probalo čim več snovi vsrkati vase iz malih porcij. In potem v bistvu ne samo, da stradaš, ampak hkrati tudi ne shujšaš, razen če si pač anoreksičen že. V moji ožji družini noben ni debel, razen ena teta. Recimo ona čez dan ful športa, se zdravo prehranjuje, ponoči se pa v spanju sprehodi do špajze. Niti ne ve, da se sprehodi, ona to kar lunajo nosi in gre v špajzo, odpre hladilnik in se začne kronično nažirati. In potem se redi in njen edini izhod so kratkoročne diete. Pač predlagala sem mi, da ne recimo zaklene vrata od špajze in ključ odnese ven na verando, zaradi tega, ker je pač ponoči je strah hoditi ven, tako da ne bi šla pol po ključ in špajza bi ostala zaprta in ona se ne bi nažirala, ene parkrat je tako delovalo. Potem se ji pa ni več dal ven hoditi po ključ, oziroma ni se ji več dal tega početi, ali kaj, ne vem pač, zakaj je nehala s tem. Pač sem jo sicer vprašala tako mimogrede, zakaj je prenehala s tem, ampak nisem dobila jasnega odgovora, pa tudi nočem jo utrujati, ker jo imam ful rada in pač hočem sam vse najboljše za njo, no, v bistvu.
nočem izkus težiti. Ko je ona skrila ključ ven na verando, je rekla, da se je ene parkrat še vstala, ene dvakrat, trikrat. Pol se je pa to nehalo, v bistvu kronično je res v spanju, je sanjala, da je torto, čeprav je pač spala. Zdaj, kakor sem slišala, se je treba pred spanjem fino najest, pač ne nažirati, ampak recimo jaz jem 1, 2, 3 ure pred spanjem, ker sem pač ful sestradana, ful lačna. Zdaj, od vsakega posameznika je to drugače, pač jaz sem lačna na vsake 2, 3 ure. In jaz moram jesti, ker če ne, ni dobro spet, da se stradam. No in kakšen jajček ali pa kaj takega. Zato, da pač telo počasi mleje po noči, ne pa zdaj, da se bom nažirala s sladkarijami, ker sladkarije grejo tako, pač ona ti dajo ful energije, pa spet na hitrco ti zmanjka energije, ne? Če pa ti ješ kaj bolj takega, kar te nasiti, pa pač se po noči ne zbujaš. Stvari, ki niso preveč kalorične in te hkrati nasitijo, torej kakšni makaroni, kosmiči, nekaj, kar pač v trebuhu ekspandira in ti daje občutek sitosti. To so tudi lahko kakšne vrste semen, ala čija. Po moje je najslabše, da pred spanjem ješ sadje, zaradi tega, ker si pol spet ful lačen in sadje ima polno cukra, to je bolj recimo za pred športom ali pa za po športu. Kot kakšna malica. Moje iskreno mnenje o fat acceptance gibanju je pač takšno, da debeli ljudje preko medijev in interneta hočejo bolezensko stanje prikazati kot nekaj normalnega, nezdrav način življenja prikazujejo kot normalnega in zdravega. Fat acceptance se poslužujejo po mojem mnenju tisti, ki so obupali nad sabo in so polni izgovorov. Za mene ni sprejemljivo, da bi debelost postala družbena norma in ni normalno, če je človek predebel. Biti debel je nenaravno, debelost je narejena umetno, živimo v času in sistemu, kjer je hrane v izobilju. V naravi izobilja ni, razen sezonsko. Pa ni isto imeti obline ali pa biti debel, ni eno in isto. Obline imaš lahko tudi, če si suh. Zdaj, vsi se naslanjajo na to, da če si ti debel, še ne pomeni, da nisi zdrav. Se ne strinjam, ker ziher imaš v krvi preveč maščob, v telesu imaš preveč maščob, tvoje telo mora delati duplo dvakrat, tvoje srce mora veliko hitreje pumpati kri in to je napor za telo. Se pravi, ni mu zdaj, da si ti bolan, ampak definitivno se tvoje telo bolj matra, kot pa če bi imel normalno težo. Kaj si mislim o debelih ljudeh, ki grejo v fitness? Svaka jim čast. Prvo, vi ste ena velika inspiracija tudi za tiste, ki nismo debeli in ki pač bi mogli športati vseeno, šport je zdrav. Šport bi mogel biti kot neka zabava, neka sprostitev, nekaj, kar ti pride v navado, ne pa zdaj, da boš se tam raztrgal na pas mater. Lahko se igrate odbojko, to je v bistvu igra za odrasle. Tudi odrasli rabimo igro. In ne vem, najte si nekaj, kar vas veseli, ali plavanje, rokomet, badminton, tenis, ne vem, hitra hoja, recimo, kolesarjenje, bilo kaj, ne vem. Nekaj, da odklopiš misli, da se posvetiš sebi, svojemu telesu. In več, ko imaš mišične mase, bolj si lačen, več hrane lahko poješ. Jaz imam tak občutek, kot da te ljudje iz fat acceptance gibanja hočejo prikazati šport kot neko zlo, kot nekaj groznega in da je fitness res grozen in o moj bog, pač ne hoditi v fitness, ker gre vse narobe tam, ne vem, ljudje te gledajo, ljudje te šimfajo. Recimo, jaz sem zdaj letos začela hoditi v fitness, prvič v lifeu, en mesec, meni se zdi, da hodim. In moram reči, da mi je bilo super. Res je, da pač fanti gledajo za puncami, ampak to že tak ali tak tudi izven fitnessa. Sploh, če gremo s kakšno kolegico, pač dobivamo dosti pozornosti. To mi glih ne paša najbolj, ampak jebi ga, pač moraš se navaditi, če si ženska. Pri nas v našem fitnessu so ful prijazni ljudje, sami domačini hodijo tam, vsi se poznamo, vsi se imamo super, vsi smo prijatelji. Če kdo kaj ne ve, se vpraša, tak res po domače, ne vem, greš dol, vprašaš tistega, ki ima čez fitness, če ti lahko kaj pokaže, kako se kakšna naprava uporablja, malo vidiš druge, kako uporabljajo, malo pogledaš na internet. In je v bistvu čisto enostavno. Jaz sploh ne vem, kaj komplicirajo ljudje s tem,
da je kao ful čudno iti v fitness in da pač jih je ful strah. Joj, kaj pa če ne bom znal uporabljati te pa te naprave, tak, če ti nimaš jajc iti, ne vem, malo ven iz bajte ali pa v fitness ali pa pač s tem si gradiš samozavest in vi, ne vem, se mi zdi, da tisti, ko si res ne upajo iti v fitness, da je to nekaj najbolj groznega, da pač imajo ful probleme sami s seboj in da morajo pač sam iti v fitness in pač mogoče jim bo prve parkrat neprijetno ali pa prvi mesec ali pa prve par mesecev, ampak ne vem, za mene je bila to ful pozitivna izkušnja. Edino, kaj je pri nas negativno, je to, da je muzika ful preveč na glas in jaz ful preveč odreagiram na muziko. Že od otroštva imam problem, da pač me začne grabiti anksioznost in panični napadi in ne maram nič glasnega. Pač ja, to je edino. Ok, naslednje vprašanje, kaj si mislim o fantih, ki se šminkajo? Jaz sicer tega nisem navajena, palim bolj na možate moške, pač ja, ne bom lagala, všeč so mi pač, da so tudi starejši od mene, to me ful privlači. Ne vem, ne palim na poženščine tipe oziroma, jaz sem že itak dost ženska, pač po naravi in ne rabim dodatno dozo tega, kar že imam, se pravi, nisem lezbika ali kak ne rečem. Nekak ne palim na fantke, bolj na moške, se mi zdi. Se ne, da bi bilo s komerkoli kaj narobe, sem pač jaz ne morem, ne privlači me to. Mislim, da je čisto okej, če bi moški mogoče uporabljali mečken make-upa oziroma pač naravni make-up, da zakrijejo mozolčke ali pa ne vem, da pač poudarijo svoje obrazne poteze. Ne pa, da bi hoteli postati recimo ženska oziroma nekdo drug, pač isto velja za ženske. Če sem mnenja, da če z make-upom misliš postati nekdo drug, da pač niti ne zgleda toliko lepo potem na tebi vse skupaj. Mogoče bi še celo tolerirala običajne tipe, recimo, ki bi nosili make-up, ne vem, recimo kakšni rockerji, ki jih včasih vidimo našminkane tako okoli oči s črno barvico, pač meni je to všeč, kot del nekega imidža. Videla sem samo enega fanta v živo, ki je imel make-up, pa še ta je bil gej in pač se je našminkal tako, kot se našminka vsaka punca. Je bilo lepo za videti, ampak za moje pojme mečkam preveč feminilno. Jaz pri make-upu glede moških se ne bi toliko osredotočala na perfektne linije, ker to že mečkam sliči na ženski make-up. Sem mnenja, da pač v 21. stoletju ima vsak posameznik pravico do tega, da se sam odloči, kako se bo našminkal, če se bo šminkal, kaj bo oblekel in tako naprej. Make-up se mi zdi v redu, pač sprejemljiv tudi, ne vem, za kakšne performance na odru, koncerte, gledališke predstave, mogoče tudi drag queene bi mogoče tudi lahko spadali pod gledališke predstave, kot nek show. Ali pa recimo make-up artisti, da pač prikažejo, kako se uporablja kakšen make-up, ali pa testirajo make-up na svoji koži in bla bla bla. Pač zdaj je tako ful popularno, ker recimo se moški geji ponavadi se tako ful nosijo močen make-up, skoraj že drag queen make-up, za v javnost in tako in pač ne vem, meni je to preveč ženski make-up, da bi, kak bi rekla, je lepo za videti, ampak ni pa zdaj privlačno, kak bi rekla, spolno privlačno, oziroma mogoče za kakšne geje to je. Po drugi strani pa ne vem, zakaj bi recimo nek človek, ki je srečen s samim seboj, zakaj bi hotel se izražati na način, ko se izražajo ženske, oziroma zakaj bi hotel prav postati ženska, če je srečen s samim seboj. Sam zato, da bi se dokazal, da pač lahko obleče tudi ženska oblačila in sam zato, da lahko dokaže, da pač se lahko tudi moški šminkajo. Tukaj mislim bolj na tiste, ki zabrisujejo meje med spoloma. Pač to je zdaj sam razmišljam, nisem v nobeni stvari sigurna. Zakaj bi mogli zabrisovati meje med spoloma, če smo pač srečni takšni, kot smo, razen pač, če nekdo ni srečen s tem, kakršen je mogoče. A ni lepo recimo, da si določenega spola in svoj spol še dodatno poudariš, ne vem, svojo moškost poudariš ali pa svojo ženskost poudariš. Ne vem, meni je pa to lepo. Meni nič drugega ne pade na pamet, kakor da se nekateri hočejo dokazati, da so pač lahko nekdo drug. Mislim, da ni nobenega razloga, da bi se ljudje, ki so srečni s samim seboj in so se našli v življenju,
Mislim, da takšni ljudje nimajo potrebe po tem, da bi se oblačili in šminkali v nasprotni spol. Ja, šminkali v svoj spol, ampak ne v nasprotni spol. Razen, če si transgender, ki pač si se rodil s prirojeno napako, da si potem transgender. Sam večina pač nima prirojene napake. Najhujše se mi pa zdi, ko se otroke posiljuje z idejo o zabrisovanju mej med spoloma, ker se mi zdi, da s tem umetno hočejo vsiliti neko idejo otroku, tako kot so včasih recimo posiljevali folk s cerkvijo, z vero in obrezovanjem in tako naprej. Otroke se na ta način še bolj zmede, vsaj po mojem mnenju, pač namesto, da bi se oni sami potem čez čas odločili, kaj bi radi, medtem ko odraščajo. Naslednje vprašanje. Kaj si mislim o transgender? Zdaj, jaz nisem strokovnjak, pa nisem zdravnik, ampak sem dostikrat slišala, da pač transgender se tako rodiš in da so možgani transgender osebe drugačni, kot so možgani normalnega človeka, se pravi, transgender ljudje imajo pač neko okvaro, ali kak ne rečem, pač ne bom zdaj rekla, da so mentalno moteni, ampak imajo neko telesno okvaro, biološko, genetsko, mogoče pogojeno, kaj jaz vem, ne vem. Možgani moškega, ki je transgender, pač transspolni, so podobni ženskim možganom in zaradi tega se on potem baje počuti kot ženska, razmišlja kot ženska in pač dostikrat je potem tudi ali gej, ali pa ne vem, kakorkoli. Se pa strinjam, da je nekako treba uskladiti zadeve in se pač prilagoditi do neke mere v smislu moške genitalije spadajo na moški WC, ženske genitalije na ženski WC. Takšnega mnenja sem jaz. Ne glede na to, v kaj se našemiš, moška genitalija spada na moški WC. Ne mi zdaj moških pelat na ženski WC, pa ženske pelat na moški WC. Ne vem, no, jaz osebno mi ne paše, da bi pač penisi se sprehajali med ženskami. WC je čisto biološko pogojen, po moje. Naslednje vprašanje. Kaj si mislim o ljudeh iz preteklosti, ki se skušajo vrniti nazaj v tvoj life, oziroma tudi v moj life? In kako osebnostno človek raste, oziroma kako jaz rastem? Pred časom me je na Instagramu kontaktiral en mlad fant, ki je imel podobne težave tako kot jaz, panični napadi, anksioznost, hodil je na psihoterapije, da bi se popravil in tako naprej. In me je prosil za pomoč. In jaz njega začnem spraševati malo, kakšen je njegov life, kakšne odnose imajo v družini, kakšne prijatelje ima, če ima kakšne hobije, službo in tako naprej. In mi tip reče, da se doma nič ne pogovarjajo in da se prijateljem tudi ne more odpreti, ker si niso dosti blizu. S prijatelji ga pijejo in to je to. Noben ga ne šljivi 5%. Pa ga jaz vprašam, zakaj pa imaš take prijatelje, zakaj si sploh z njimi, če pa jim ne moreš zaupati? Pa on meni nazaj reče, ne, sej prijatelji so v redu, sam jaz sem čuden, jaz se čudno obnašam, jaz se čudno počutim, pa jih nočem obremenjevati s svojimi problemi. Ok, zdaj, a imaš ti vsaj enega prijatelja, ki sta si blizu, da se vsaj enemu lahko izpoveš? Pa reče on, ja, imam enega hašišarja, ko kadi travo. No, ok, lej, to je že, sam, če imaš enega človeka, ko se mu lahko odpreš, že to je super, ne? Da imaš vsaj nekoga, da sta si blizu. Pol ti že ni tako grozno hudo, ne? Ja, sam on tudi ni baš neki, ne, ono. Pa jaz nazaj, ja, kak misliš, da ni baš neki, kaj? A nisi rekel, da sta si kao blizu? Ja, se on mi edini teži, da se kaj vidima, ne? Pa sta se neki zmenila, da greta ven, ne? Pa pravi, ja, da se bo probal skulirati in da bo pač upa, da bo sposoben iti ven na sprehod s tem kolegom hašišarjem. Pa jaz ga pol nisem razumela. Čakaj malo, prvo praviš, da sta si s tem kolegom blizu, pa da je edini, ki ti teži, da gresta ven, hkrati ti pa ni neki. Pač niti baš nek dober prijatelj. Kljub temu, da praviš, da sta si blizu. Kaj to pomeni? A se ne pogovarja z njim o svojih težavah? Je rekel, ne pogovarjamo se o mojih težavah. Ja, pa zakaj pa ne? Saj sta si blizu. Sem ga vprašala, a te je strah, da te ne bi poslušal? Je rekel, ja. Vsi ostali, moji kolegi so super, ampak jaz moram sebe spremeniti, je on rekel. In pač
Na srečo imam jaz dosti izkušenj s takšnimi odnosi, da štekam, kako se človek počuti in sem znala predvidevati in postavljati določene vprašanja temu fantu. Ker večina folka nima občutka za sočloveka in enostavno tega fanta noben ne more razumeti. Poleg tega se pa še zapira vase in se hoče s psihoterapijami popraviti, kot da je pač z njem nekaj narobe, čeprav ni. Pol sem pa jaz rekla, poglej, prvo kot prvo, če bi ti bili pravi prijatelji, bi te poslušali. Tudi drugo kot drugo, če se doma ne pogovarjate, se je treba staršem vseeno odpreti in če te ne bojo poslušali in vsaj poskušali razumeti, potem pa okej, si lahko vsaj pomirjen, da se ne rabiš več sekirati okoli tega, a bi se sploh trudil graditi pozitivne odnose z njimi ali ne. Se pravi, si sprobil, če te starši poslušajo, če te okej, če te ne, tudi okej. Se pač ne rabiš več sekirati, a te starši poslušajo ali te ne poslušajo. Če te ne poslušajo, si pač najdeš druge ljudi, ki te poslušajo. In pač en cajt boli, ampak itak se navadiš na to, da pač določenim ljudem ne moreš zaupati in se pač rajši zaupaš komu drugemu, ker starši niso edini na svetu. In namesto, da bi energijo vlagal v ljudi, ki te ne poslušajo, bi lahko skenslil stare prijatelje in družino, ki ti ne prisluhne in si najdel boljše ljudi, ki ti prisluhnejo. In tretjič, s psihoterapijami ne boš nič naredil, če tam hodiš z namenom, da bi sebe popravil. Kot da je s tabo kaj narobe, ne? Prvo moraš dojeti, da je z ljudmi okoli tebe vse narobe, ne s tabo, z drugimi. Ker so preveč plitki in plehki, potem zameni krog prijateljev, najdi si nek hobi ali pa nabav si domačo žival, pa potem šele pejt na psihoterapije. Ker psihoterapije delujejo takrat, ko si dejansko konkretno spremeniš life. Ne samo, da hodiš na psihoterapije, pa doma sam sediš na kavču, pa nič ne narediš na sebi, ampak tukaj gre eno z drugim. Treba biti tudi mečken samoiniciativna, ne? Če ne bo psihoterapija samo obliž na rano in iz tega ne bo nič. Ne moreš meditirati mantro zato, da bi bil bogat, če pa doma cele dneve sam sediš na kavču. Itak, da ti meditacija na tak način ne bo prinesla denarja. In potem, jaz sem videla pri sebi, ne, ko skenslaš stare prijatelje in začneš graditi na svojem življenju, na sebi, so te stari prijatelji, bivši prijatelji, kar naenkrat si začudeni, kaj pa zdaj to se zgodilo, zakaj pa kar se več nočeš družiti z nami. Pa boste videli, kako se vam nazaj te ljudje hočejo vračati v vaše življenje. To zaradi tega, ker nimajo nič boljšega za početi. Poleg tega pa ti skozi bolečine rasteš. In hvala Bogu, da imaš bolečine, ker to pomeni, da se zavedaš stvari okoli sebe. Ker tisti, ki ne čuti bolečin, ne more rasti in prerasti določenih stvari. In potem, ko se boš čez 10 let kasneje spet srečal s temi ljudmi, s ta istimi ljudmi, boš videl, da se niso čisto nič spremenili in da so ostali na tisti mrtvi točki, kjer so bili še pred 10 leti, medtem ko ti pa rasteš. Recimo, jaz sem imela eno življenjsko obdobje, ko se mi je zdelo, da se mi v življenju vse ponavlja, tako skozi mi je bilo nekaj eno in isto, tako skozi eni in isti dogodki so se mi dogajali, tak nek loop je bil. Pa jaz tako vprašam ljudi okoli sebe, kaj vam se življenje nič ne ponavlja, kaj vam ni dolg čas? So rekli ne. Sem takoj vedela, da moram zamenjati družbo in še zdaj, ko pogledam nazaj na te ljudi, pač še zmer so isti, še zmer se niso nič spremenili in pač ja, žalostno. In to se potem tudi pozna na osebnostnem in kariernem življenju, ljubezenskem področju, vse posod se to pozna. Po obnašanju, po tem, kako ti dojemaš življenje in tako. Čim prej si najdi hobije, da boš potem lahko skozi hobije tudi rastel. Nekam je treba vložiti odvečno energijo. Recimo ljudje, ki so zaplankani, je velika verjetnost, da nikoli ne bojo bili bogati. Ostali, ki so glupi, se ne bojo razvijali, nikoli te ne bojo razumeli. Zmeri te bojo samo obsojali, pusti takšne ljudi pri miru. To je moj nasvet. Vsi smo na različnih miselnih frekvencah, eni na nižjih, drugi na višjih in rabimo en drugega, da lahko funkcioniramo v tem svetu. Ker brez glupih ljudi ta pametni ne bi rastli in ne bi občutili psihičnih bolečin. Tako da hvala, glupi ljudje, da obstajate, zato da se lahko ta pametni ljudje na vas učijo in hvala ta pametnim ljudem, da rinete svet naprej.